Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Dobrodošli v naši družbi v začetku novega tedna. Danes je ponedeljek, 6. oktober 2025. Moje ime je Matija Stepišnik. Kaj pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami pričakujejo mladi? Kakšne teme bi politika morala odpirati, kdo jih predstavlja? Maša Grošelj je že drugič dobila Večerovo nagrado za izstopajoče igralske dosežke v pretekli sezoni Veselje Celje. Kako razmišlja? Kako je skupina Mi2 v nabito polnih ljubljanskih Stožicah praznovala 30. rojstni dan? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Ok, gremo k naši naslovni temi in to je mladi in volitve. Volitve v Državni zbor Republike Slovenije bodo predvidoma marca prihodnje leto in ena izmed volilnih skupin, ki jih želi politika nagovoriti, so tudi mladi, seveda tisti, ki že imajo volilno pravico. Kaj jim aktualna politika pravzaprav ponuja, s čim jih nagovarja, kakšne teme, ki so jim zanimive, sploh odpira? Zanimanje mladih za politiko v zadnjem času narašča, kažejo raziskave. Podobno opažajo tudi v podmladkih strank, kjer število njihovih članov narašča. Je pa, tako raziskave, tudi pri mladih opazen oster zasuk politično desno. Česa si pravzaprav želijo mladi in kaj jim pol leta pred volitvami obljubljajo politiki? Z mano je naša mlada sodelavka, novinarka Tjaša Gajšek, tako da bomo pravzaprav, Tjaša, govorili ne nazadnje o tvojih vrstnikih. Tako skoraj da iz prve roke, ne. Tvoje vprašanje, česa si želijo mladi, ne? Mladi, s katerimi smo se pogovarjali, oziroma organizacije, pravijo precej podobno, no, na predvolilnih soočenjih si želijo predvsem, da politiki naslovijo stanovanjsko problematiko, seveda, in pa položaj mladih na trgu dela. Potem so še neke druge teme, ki izstopajo, recimo težave študentov kot manko študentskih domov, pa mentalno zdravje mladih in mobilnost. Seveda želijo, da nagovorijo tudi delujoč oziroma nedelujoč zdravstveni sistem in pa varovanje okolja. Zdaj v temi, ki jo objavljamo v tiskanem Večeru in na večero.com, si se zelo poglobila v to temo. Ugotovila si med drugim tudi, skupaj z svojimi sogovorniki, da je slogan Na mladih svet stoji velikokrat le prazna floskula, ki jo rade uporabljajo vse politične stranke, kakor jim pač odgovarja. Kaj pravijo tvoji sogovorniki? Kdo mlade v politiki danes sploh nagovarja in kako uspešni, če sploh so pri tem? Zdaj, to smo vprašali tudi politologe, ne, recimo Tomaž Deželan pravi, da ko govorimo o mladih in o tem, kako jih stranke nagovarjajo, ni vprašanje, ali so stranke za mlade ali niso, seveda, ampak vsaj na programski ravni za mlade seveda so. Vprašanje pa je kdo jih bo, kot se je izrazil, najbolj ugrabil, kdo si jih bo najbolj prisvojil, kar je nekaj podobnega, kar smo spremljali oziroma še spremljamo tudi recimo pri upokojencih. Če pa gledamo te organizacije, mladi, s katerimi smo se pogovarjali, oni so v bistvu precej jasni, precej strogi, pravijo, da jih v bistvu politiki nihče zares ne nagovarja, da se o njih govori zelo nasplošno, kot da gre za neko homogeno skupino in da te debate spremlja ogromno floskul, da pa so mladi seveda zelo raznolika skupina. In prav zaradi tega, kot pravi tudi Deželan, da so ta nagovarjanja zelo neuspešna in kot pravijo tudi mladi, se velikokrat počutijo, da njihovi politični glasovi pravzaprav sploh ne štejejo. Nekoč smo imeli stranko Mladih Slovenije, neke vrste cehovsko stranko, tako kot smo imeli stranko upokojencev. Na ta način se trenutno nobena politična skupina profilirana kot stranka posebej za mlade ne predstavlja oziroma organizira. Ali mladi pravijo, tisti, s katerimi si se pogovarjala, da bi si pravzaprav želeli neko tovrstno stranko, ki bi posebej odpirala samo te teme, vezane na mladinsko problematiko, na perspektive v življenju, na prihodnost? V bistvu ena izmed mladih, s katero sem govorila, poslanka, ki je Lucija Tacer Perlin iz Gibanja Svobode, pravi, da če si želimo demokratično politiko, se pravzaprav morajo prav vse politične stranke ukvarjati z mladimi, tako da vsi ugotavljajo, te cehovske stranke ni, kot pravi naš sogovornik Deželan, tudi ni za pričakovati, je treba rešitve iskati drugje oziroma v vseh strankah, tako pravijo. Zdaj obstaja tudi neke vrste klub
kako naj rečem, mladih poslancev v državnem zboru. So to poslanci, tudi z njimi si govorila, ki se posebej ukvarjajo s temi temami, ali jih pač stranke porabijo za vse ostalo v bistvu? Ja, tako klub mladih poslancev obstaja v državnem zboru, torej to so vsi poslanci, ki so mlajši od 29 let oziroma so to bili ob nastopu mandata. 6 jih je torej, kar govorili smo torej z Lucijo Tacer Perlin, pravi, da to sicer je res malo, ampak ponekod v nekaterih drugih državah je odstotek v bistvu še manjši. Torej oni nekako ves čas organizirajo neka srečanja, delovne skupine z drugimi organizacijami, ki se z mladimi ukvarjajo, tako si želijo v bistvu iz prve roke ugotoviti, katere so tiste teme in jih potem naslavljajo. Ena izmed takih pozitivnih zgodb, pravi Lucija Tacer Perlin, je novela zakona o mladinskih svetih, ki so jo v bistvu na pobudo teh mladih pred časom sprejeli. V uvodu tega najinega pogovora smo omenila še nekaj zasug v desno, omenjaš raziskavo Mladina 2024, pri kateri sodeluje tudi Univerza v Mariboru, nam lahko poveš kaj več? Torej, mladi so po Evropi in tudi v Sloveniji bolj dojemljivi za desne politične ideje v zadnjem času. Je to takšen opazen naraščajoč trend? Ja, to je res opazen trend pri mladih, kot kaže ta raziskava Mladina 2024. Sociolog Tibor Rutar, s katerim sem govorila in ki je sodeloval pri raziskavi, pravi, da se je ta zasuk zgodil zaradi družbenih sprememb, ki torej ogrožajo relativno stabilnost in mir, pri čemer ima v misli predvsem geopolitične dogodke in pa vojne blizu nas, ki so precej vidno zastopane v medijih. Številke so pa res jasne, no? Delež neopredeljenih od leta 2018 do 2024 se je zmanjšal z 43 na 19%, kar torej pomeni, da se mladi bolj zanimajo za politiko in da se večina sicer še vedno opredeljuje sredinsko, se pa desno ali skrajno desno vse skupaj opredeljuje 35% mladih, pred 6 leti je bil odstotek pol manjši in kar je prav tako zanimivo, večji obrat v desno je opazen pri fantih oziroma moških, ki so se v povprečju, torej na lestvici od 1 do 10, opredelili zmerno desno, torej 6,25, medtem ko dekleta pa s 5,5, kar je nekje bliže sredini. V redu, še zadnje vprašanje. Politične stranke imajo svoje podmladke, ki so sploh nekoč veljali za nek prostor socializacije ljudi, ki želijo vstopiti v politično življenje, so morali skozi različne faze in ena izmed teh faz je bil seveda tudi podmladek političnih strank. Kakšno predvolilno kampanjo napovedujejo v podmladkih, s katerimi si bila v stiku, s katerimi si govorila? Podmladki torej v bistvu vstopajo v politično kampanjo zelo zagnano, zelo optimistično, pravijo, da bojo torej v bistvu enakovreden del kampanj in tudi imajo seveda nekaj tem, ki se na nek način precej prekrivajo s temi pričakovanji mladih, o katerih sva govorila. Recimo v SDS pač napovedujejo torej podmladku, da bodo se ukvarjali s stanovanjsko problematiko, pri čemer opozarjajo, da je njihov pogled drugačen od pogleda trenutne vlade, da bodo tudi se ukvarjali z izgonom LGBT vsebin iz osnovnih šol in pa varnostjo v večjih mestih. Z migracijami, ki si predstavljam tudi. Tako, tudi to. Zdaj v Levici podmladek v bistvu šele nastaja, tam napovedujejo, da bodo šli do mladih in jih vprašali, kaj je tisto, kar bi oni želeli, da naslovijo v kampanji. V podmladku NSI bodo poskušali uvesti študentski SP, za katerega že zbirajo podpise, v gibanju Svoboda pa znova ob stanovanjski problematiki bodo nagovarjali tudi teme duševnega zdravja in pa tudi zelene teme. Tjaša, hvala lepa. Zelo relevantna in pomembna tema, zato vsi, ki želite o njej vedeti še kaj več, en klik na večer.com ali pa tiskani Večer. Večerovo nagrado za izstopajoče igralske dosežke v pretekli sezoni v Slovenskem ljudskem gledališču Celje smo pretekli konec tedna podelili Maši Grošelj. Žirija je zapisala, da Maša Grošelj uspe upodobiti konvencionalne like na nekonvencionalen, bizaren in odbit način, ob tem pa svojevrstno in samosvojo držo v vseh teh vlogah ostane psihološko in emotivno prepričljiva. V vloge, ki so glede na pozicijo stranske, je Maša Grošelj vstopila specifično in izstopajočo odrsko prezenco, s tem pa je kljub podporni funkciji v uprizoritvah ustvarila impresivne odrske kreacije. Z igralko, ki je v Slovenskem ljudskem gledališču Celje zaposlena 7 let, v tem času je to že njena druga Večerova nagrada, se je pogovarjala naša urednica
kulture Petra Vidali. Med drugim je Maša Grošelj povedala takole: Trudim se, kolikor se lahko, biti glasna v zvezi z genocidom v Gazi. Izkoriščam vsako platformico in priložnost, ki jo imam. Seveda ne mislim, da bom jaz spremenila svet, verjamem pa, da lahko vsak posameznik vpliva na drugega in se na tak način kolesje vrti naprej. Če v to ne verjamemo, potem pa res nič več nima smisla. Potem je brez veze karkoli početi. Tudi v govoru o podelitvi nagrade sem govorila o tem, da moramo vsi, ne samo umetniki, narediti vse, kar je v naših zmožnostih, da ustavimo genocid v Gazi. Konec citata. Kaj je mogoče na odru in v življenju narediti v zvezi z drugimi boji, ki se zdijo Maši Grošelj pomembni? Ali so ženske enakopravne na odru in v življenju? Takole pravi: Pri skoraj vsaki svoji vlogi se ukvarjam s tem, da je na novo skonstruiram, ker nič, kar je napisano, ni dovolj dobro in ni enakovredno dobro temu, kar je napisano za moške. Kako je Maša Grošelj sploh postala igralka in katera vloga je bila zanjo odločilna? Kako uravnoteži potrebo po samokritiki in samozavesti? Nagrad je vesela, kdaj jih pa bo še bolj vesela? Vabljeni k branju daljšega intervjuja v Tiskanem večeru in na večeru.com. Življenje je praznik, ko midva, kozjansko-obsoteljski rock'n'roll matadorji praznujejo, je tako brez dvoma. Okroglih 30 let so slavili v soboto zvečer v nabito polnih ljubljanskih Stožicah. Ne, nihče, ki je bil na koncertu, ni ostal ravnodušen ob skoraj 3-urnem sprehodu skozi zgodovino skupine, ki se je iz domačih zakotij prebila na večjo in veliko sceno ter postala splošno prepoznaven, speven, samosvoj, razprodan, skratka zelo kakovosten bend. Prva liga slovenskega rock'n'rolla. Na svoje korenine midva nikoli niso pozabili, pravzaprav so postali kar avtentična blagovna znamka in izvozni artikel svojih rodnih krajev. Odziv na koncertu, srečali smo različne generacije, je potrdil, doba midva nikakor ni mimo, nasprotno. Skupina je po 30 letih v formi, ima glas, zvok, ima slog in zgodbo, ima karizmo. Fani so za, fani so vroči in odzivni. Mi za vas, vi za nas, je zaklical Tone Kregar Tonč. Simbioza med publiko in midva je izjemna, medsebojno spoštovanje pa prav tako veje iz njihovega odnosa. Odlična čaga je bila, kakopak z močnim štajerskim pridihom, a z ljudmi dobre volje in pozitivne energije od vse povsod. Skoraj čisto na koncu, a seveda še pred odhajaš, je prišla tudi črtica, s katero se je njihova izstrelitev v orbito začela. Ostala je zgodovina hitov, koncertov, turnej, plošč in drugih veselih stvari. Vse najboljše midva tudi v imenu večera. Naj za konec spomnimo še na verze iz pesmi Vstati in obstati, aktualne vedno znova v času naraščajoče represije in avtoritarizma. Silijo te na kolena, ob tla tiščijo ti obraz, da navadiš se jermena, da ubogaš na ukaz. Vstati in obstati, kakor nekdaj tudi zdaj, kakor nekdaj tudi zdaj. To je bil Večerje zjutraj 6. oktobra 2025. Z vami sem bil Matijas Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naj bo dober teden, se beremo in se slišimo.